Karla, čau. Živja. Poletje je tu, toplo je, prijetno in vendar telo zahteva več tekočine. Obkroženi smo takrat je pač znano, da porašča poraba raznoraznih pijač, ker pač naše telo to rabi. In vendar mnoge med temi konvencionalnimi so prav prepolne sladkorja. Ja. Kaj lahko naredimo za to, da se odžejemo bolj zdravo, tako mi kot naši otroci? Ja. Glej, v prvi vrsti je moj prvi nasvet, če kupujemo pijače v trgovinah, dajmo najprej pogledati etiketo, se pravi etiketo z sestavinami, koliko res vsebuje sladkorja in zdaj, če imamo potrebo oziroma smo žejni ne posegati res po teh pijačah, ki neredko vsebujejo res ogromno sladkorja in smo presenečeni dejansko, ko pogledamo sestavo. Se pravi, krasne alternative so sveže stisnjeni sadni sokovi, te enostavno pripravimo doma in še sveže zaužijemo, se pravi, če govoriva o kakšni limonadi, kateri seveda, če se le da, ne dodajamo sladkorja, oziroma kakšna mogoče malce bolj naravna sladila, v smislu morda kokosov sladkor, če želimo malce izboljšati okus. Potem recimo doma pripravljen pomarančni sok je krasen in povrhu še sladek in to imajo zelo radi in tako otroci, kakor odrasli. In še cela paleta sokov je, katere lahko doma pripravimo, če imamo recimo nek sokovnik. Tako da pač uporabimo katerokoli sezonsko sadje in imamo čudovit in zdrav napitek, ki pač ne vsebuje nobenih umetnih dodatkov, ne vsebuje nekega dodatnega sladkorja. Vsekakor moramo poskrbeti tudi za to, da pijemo tudi dovolj vode. Vodo je treba kar s sabo nositi, jaz rečem, kamorkoli gremo, pač če smo dlje časa nekje na poti ali pa morda samo v trgovino, rabimo tekočino in moramo piti. Se pravi, poskrbeti, da imamo dovolj tekočine, da nismo žejni, se pravi, da pijemo že prej, preden postanemo žejni. Se to verjetno zdaj že vsi vemo, da takrat, ko smo žejni, je že nastopila dehidracija. Tako da veliko piti, s tem bomo tudi preprečili morebitne glavobole, morebitne vrtoglavice, slabo počutje. Veliko je povezano s tem, veliko težav s tem, da ne pijemo dovolj in v poletnem času to še toliko bolj pride do izraza. Mogoče bi poudarila, prej sva nekako dala bolj poudarek s sadnim sokovom, te imamo seveda rajši, ker so boljšega okusa. Velja pa dati poudarek tudi zelenjavnim sokovom, ki so morda malce manj dobrega okusa, vendar so pravo bogastvo mineralov. Tako da po drugi strani pa ne vsebujejo niti naravnega sladkorja. Tako da mogoče kdaj za spremembo kakšen zelenjavni sok, pa ga morda izboljšati s kakšno kapljico limonade, tako da to je krasna stvar za poleti. Za tiste, ki pa težko prenašajo vročino, bi pa izpostavila, da je za poletni čas krasen sok zelene, ki zelo olajša te težave, ki jih imamo povezane z hudo vročino. Ki ga seveda ta sok zelenega iztisnemo v dobrem sokovniku. Tako je, sami ga pripravimo, tako da ne rabimo ga veliko, ni prav okusen, ampak je zelo učinkovit. Kakšno svoje stališče do čajev poleti? Ja, zakaj pa ne, jaz rečem, ker konec koncev ljudje so v poletnih časih bolj nagnjeni v neke te zelo hladne napitke, se pravi, pijejo sokove ali pa vodo iz hladilnika. Jaz nisem najbolj navdušena na tem, tako da čaji definitivno ja, vendar pač neki taki čaji, se pravi, kakšne zeliščne mešanice oziroma zeliščni čaji, ki ne obremenjujejo organizma, se pravi, da nimajo neke močne, morda stimulativne učinke, ampak da so bolj blagi, bolj zeliščni. Hvala, Karla. Malenkost.